Sem Lidija Pavlin. Kaj bi rekla, v življenju sem odigrala različne vloge, tako kot verjetno večina žensk, ki pridejo do te neke moje starosti. V prvi vrsti najraje, čeprav se klišejsko sliši, sem mama in babica. Drugače pa vem, da ste me danes povabili in hvala, Maja, ne, na razgovor, zaradi moje zadnje knjige, ki sem jo izdala. In sicer, Kar je usojeno, ni izgubljeno, je naslov, in Zgodbe iznad oblakov. Čeprav to je pač knjiga, ki vsebuje več kratkih zgodb iz obdobja, ko sem delala kot študentka še na Adrii Airways, naši letalski družbi, ki je danes žal več ni. Če smem še jaz, ker sem to knjigo v bistvu zelo na dušek prebrala. Knjiga pripoveduje, jaz bom zdaj s svojimi besedami, zakulisje dela stevardese, takratni naši družbi Adrii Airways. Zakulisje, kako to delo poteka, zgodbice, anekdote, zanimivosti, marsikaj, kar sicer, ko si samo potnik, ostane skrito. In mogoče za začetek, ker je najbolj klišejsko, pa se delno čez to knjigo potrdi, stevardesa je lahko samo mlada, lepa in zelo urejena gospa. A to drži? Ne, to sploh ne drži, sploh ne drži. Čeprav, ko sem jaz šla na ta natečaj, ko sem se prijavila, sem mislila, da to je res tako, ne, in v bistvu mi je bilo majčkeno strah, a me bodo sploh izbrali ali ne. In potem, ko sem se razgledala okrog sebe, pogledala, sem videla, da pač ta dekleta niso bila zelo, rekel, na prvi pogled lepa. Tudi takrat nismo znale biti še toliko urejene, to je bila Jugoslavija, ne. Smo bile pa v glavnem študentke, in ta urejenost je prišla kasneje. Eden od teh predmetov, ki smo se jih učili, je bila dejansko se imenoval osebna urejenost, in temu posvečam tudi eno poglavje, ker danes se sliši to mogoče majčkeno hecno, smešno, čeprav v nekaterih panogah še vedno ne, ampak tej osebni urejenosti smo potem dali veliko poudarka in so nas dejansko izobraževali res od čisto najbolj osnovnih stvari, ki so bile takrat, ne vem, še depilacija nog, pazduh in tako naprej, do osnovnega mejkapa, do umitih las za vsako priložnost, do spetih las za strežbo, do čiste uniforme, zlikane in tako naprej. Tako da vse to pride kasneje na šolanju. So bile pa dekleta, no, mlade smo pa bile, v glavnem mlade pa smo bile, ker smo bile vse študentke, no, več, ja, tako. Kasneje je prišla ena tožba pred Evropsko sodišče za človekove pravice ene od stevardes iz Iberije, ki so jo odpustili po 35. letu, in ko je ona to zmagala, je v bistvu to odpuščanje stevardes po določenih letih oziroma po določeni starosti postalo prepovedano, vsaj v Evropski uniji. Jaz osebno tudi mislim, da je prav tako, zato ker zdaj v življenjskem obdobju, v katerem smo, se človeku hitro fržmaga, ker zelo hitro postaneš starejši. Starejši, ja. Star, Ja, ne. ja. Ampak greva midve še korak nazaj, preden se dejansko spustiva v te anekdote. Morda za začetek, kaj vas je pa spodbudilo, da ste te zgodbe zapisali? Neko strast do pisanja očitno imate. Res je. To je neka mladostna želja, da bi pisala. Ne vem, verjetno kot vsaka najstnica sem si zapisovala svoj dnevnik, in kadar sem napisala v dnevnik, mi je bilo takoj vse lažje in tako naprej. In imela sem to željo, da bi napisala neki svoj roman že kot najstnica, dejansko že nekje v gimnaziji. Pa sem začela in to je nekje ostalo v predalih, seveda takrat še rokopisi in tako naprej. No, in potem pač dolgo časa se ne moreš posvečati sebi, ker so otroci, ker je služba, svojo firmo imam in tako naprej, ne. Prvi tak, ne vem, kako bi rekla, sprožilec, nekoč v avtu, ko sem se vračala z morja, sem poslušala eno hrvaško avtorico, ki je napisala serijo slikanic o Nimaši na Hrvaškem. In takrat sem ravno dobila prvo vnukinjo, Elo, in v tistem momentu mi je tako prišlo, jaz bom pa tudi zdaj napisala za Elo eno zgodbo. Ampak to ni prva zgodba o Eli, sedaj so že 4 obstajajo in so dvojezične, v slovenskem in angleškem jeziku. Ni bila samo zgodba posvečena Eli, ta pravljica, povest, pravzaprav resnična zgodba, vse so resnične, ampak je bila posvečena tudi eni deklici, Poloni, ki je bila moja prva prijateljica, ki je bila starejša od mene, 8 let, in me je vzela za prijateljico. In če nje ne bi bilo, ne vem, kam bi se pravzaprav
moja življenjska zgodba razvijala, kako bi se razvila. In jaz sem hvaležna za vse, kar sem danes, in njena žal več ni tukaj. Mislim, še vedno je nekje, ampak ne tukaj. Fizično ni več prisotna. Tako da sem v tej zgodbi združila, se pravi, svojo ljubezen do Ele in do Polone. To je bila moja prva slikanica. In potem so sledile še slikanice, do 4., morda bo še kakšna izšla. Vmes sem pa dobila navdih za roman. In sem napisala prvi roman, ki je izšel še pred to knjigo, o kateri danes se pogovarjava. Jaz dobim navdih resnično kar v spanju in potem tako rukam moža in rečem, jaz sem se nekaj spomnila, jaz sem si, daj nehaj, napiši na hitro, pa pusti me zdajle še, majčkeno me še pusti spati. No, in potem je to kar vreli iz mene, ker moj roman ima pa naslov Hiške z ženskimi imeni in sem tudi čutila to neko notranjo globoko željo, da spravim na papir, ovekovečim zgodbe, rekla, neznanih heroin iz našega okolja, ki jih ima verjetno vsak od nas, ali pa nekih mentorjev v življenju, s katerimi raste. No, in to so potem skozi vsako hiško, ki jih je 5, sem v bistvu predstavila 6 pomembnih žensk v mojem življenju. Potem, pa, ko sem to zaključila, sem bila zelo utrujena in sem nekaj časa počivala, kar 2 leti. Potem pa sem spet začutila, da je tole zgodbe iz Adrije pa morajo ven. Zato upam, da sem zapopadla ne zaradi mojih zgodb, kaj se je meni zgodilo, ampak duh tega časa. Upam, da ujeti ta duh. Nam rekla sem od te ureditve, v kateri smo živeli mi, socialistične, pa zdaj ne govorim o tem, je boljše ali slabše, ampak pač živeli smo v tem obdobju na način, kakršen smo. Znašli smo se na način, kakršen smo se znašli, to je tudi opisano. In duh te letalske družbe, ki je še danes zelo, zelo, zelo živ. Mi se po zaslugi moje bivše kolegice, tudi inštruktorice, Barbare Gortner, sedaj zopet dobivamo vsako leto. Je to srečanje. Stevardese ali tudi piloti? Tudi piloti. Adrijci na splošno. Mi se imenujemo Adrijci, Adrijaši, kakor kdo želi. Pridejo tudi mehaniki, tudi zemeljske službe, skratka, pisana druščina. Pridejo kolegi iz Hrvaške in to v velikem številu. Tako res procentualno so zelo, zelo dobro zastopani. V glavnem stevardese in piloti, ki so živeli takrat v Zagrebu, pa danes živijo še vedno, recimo na Hrvaškem, se pripeljejo v Ljubljano na to srečanje, ostanejo čez noč, se pravi si vzamejo 2 dni, zato da se lahko srečamo. In je vedno srčno, ganljivo, ne vem, kako bi rekla, pač nepozabno. Vem, da ko sem se prvič urejala za to srečanje, me je moja mlajša hči tako opazovala in je rekla, mami, a vi ste bili res tako pripadni? Prav to besedo je uporabila. In sem gledala, ja, res smo bili pripadni in smo še pripadni. Mi smo še pripadni tej družbi, tej službi, temu času, drugače ne bi šli, zdaj se ne bi več dobivali, ne? Dejansko. Smem jaz pa tukaj, ker knjiga o tem obdobju več ne pripoveduje, kako ste vi doživljali propad Adrie Airways? Dejstvo, da smo ostali brez nacionalnega letalskega prevoznika. Jaz osebno in vsi ti bližji okrog mene, ki jih poznam, zelo težko. Za nas je bila to ena zelo, zelo huda zgodba. V seriji teh propadov naših dobrih podjetij, recimo, tudi, ne vem, tekstilne, kompletne industrije in potem je prišla na vrsto še Adria Airways, zelo, zelo nas je prizadelo, no. Tako da jaz vem, narediti pa nismo mogli prav nič ukrent, ne. In takrat so prišle ven ene nalepke, Adria Forever, oblikoval se je Facebook profil Adria Forever, Forever Adria, nekaj takega. In vem, da mi je ena kolegica, ki drugače nimam tako stikov z njo, napisala, ne vem, a želiš eno nalepko, saj za spomin? Ja, seveda, z veseljem. No, in to nalepko sem si jaz tako nalepila na avto, na šipo. In je še zdaj vsa zbledela gor in mislim tudi, da bo šla k naslednjemu kupcu, ko bom avto prodala, ves čas se vozim. In vem, da enkrat, zanimiva anekdota, na obvoznici tukaj v Ljubljani sem prehitela nekoga, in ko je videl to nalepko, je upočasnil pred mano in začel mahati, mahati. In reče moj mož, v spredaj ti nekdo maha. Sem rekla,
sem nič kaj takega naredila, ne vem, kaj mi maha. In potem zagledam, v rokah je držal tistem eno knjigico adrijsko, ki smo imeli manual, ne vem, a so bile knjižice objav, ker smo imeli tudi takrat knjižice objav, da smo brali z njih, zdaj ne vem, a je to vse posneto ali kako je to. In mi je mahal in potem sem vse rekla, pa si to je Andrijaš, ne vem, kdo je bil, ampak potem sva si mahala, ne. Skratka, je bilo hudo in nam je še zdaj hudo in tudi, ko gledamo recimo zdaj, ko še vedno veliko potujem in ko moram vedno pristati, ne vem, ali v Benetke ali v Zagreb ali na Dunaj ali ne vem kam in se potem voziti v Ljubljano ali pa če že pristanem v Ljubljano, ampak nikoli ne slišim slovenskega jezika, ni isto, ne. Je slabo. In še vedno letite, pravite, kaj je tisto, kar opazite zdaj kot potnica, pa ne bi opazili, če ne bi imeli te izkušnje biti stevardesa, recimo. Kaj je običajnemu potniku, kot sem jaz, povsem skrito? Vidite kakšne tenzije, ki jih recimo Seveda. ne? Ja, vidim čisto vse. Pa tudi vprašam. Recimo, pravkar sem prišla s poti in s Turkish Airlines in bil steward in direktno sem ga vprašala, ko sem videla, da ni bil razpoložen, sem rekla, do you like your job? In je rekel, no. In potem sva se smejala, sem rekla, saj razumem, ker vem, da ste zdajle utrujeni, ker vem, da je še cela noč pred vami, ne, in tako naprej, ampak je rekel, to ni dolgoročno, ne, saj sama res ne vem, jaz sem bila dobra 4 leta, ne, sem delala, potem ko sem diplomirala, sem še 1 leto, pa potem sem šla, bom rekla, v prizemljeno službo. Ne vem, če je to delo za celo življenje, ne, čeprav poznam kolegice, ki so res delale potem do upokojitve, tako kot ste prej dejali, ne. Tako da vidim, ja, veliko, vidim, recimo, ko se sprehodim do kuhinje, ko smo mi rekli še geli, a ne, vidim, če je pospravljena, vidim, če je vse zavarovano, da ni kakšna kljukica ostala nezavarovana, ker bi potem lahko tisti boks ven poletel, ne. Vse to pregledam, seveda vse security izhode, take zadeve, ker česar se potniki mogoče ne zavedajo, posadka na letalu ni zaradi strežbe. Strežba je postranska. Posadka je na letalu zaradi varnosti potnikov. Dejansko, recimo tista 2 gospoda ali pa zdajle smo imeli tudi gospoda pa gospo kopilotko, v kokpitu, ona dva, njuna naloga je, da pripeljeta letalo, da ga prizemljita, če se karkoli zgodi, recimo v primeru emergency situacije. Naloga posadke pa je, da poskrbi za potnike, da jih evakuira. Se pravi, da bi mogli biti potniki zelo, zelo lepo se obnašati do posadke, ker so tam zaradi njihove varnosti. Tega mogoče se ne zaveda vsak